Čim zgodnejše odkrivanje raka na pljučih je merilo za uspešnost obvladovanja onkoloških bolezni v določeni državi. Kako uspešni smo torej v Sloveniji na tem področju medicine? Ali lahko morda v prihodnje pričakujemo, da se bo tudi pri nas začelo presejanje tovrstne bolezni, torej posledično tudi zgodnejše odkrivanje? V zadnjih letih se je zgodnje odkrivanje raka pljuč izboljšalo. Vedno več rakov smo odkrivali tudi v zgodnejših stadijih, v zgodnejšem obsegu bolezni. Seveda pa je rak pljuč tisti rak, ki hitro raste in še vedno je bilo okoli pol bolnikov ugotovljena je bila bolezen, ko se je bolezen že razsula. Zato je zelo pomembno, da smo v zadnjih letih prišli do spoznanja, da so metode, in sicer je to CT preiskava, s katero lahko presejamo tisto populacijo, kjer je tveganje zbolevanja večje. To so kadilci. In zelo verjetno bo v naslednjih letih prišlo v Evropo in tudi k nam tako imenovano presejanje raka pljuč. Poleg raka dojke, raka debelega črevesa bomo tudi presejali, iskali zelo zgodne oblike raka pljuč z CT preiskavo, in sicer pri kadilcih. Tako da s tem se bojo delež bolnikov, smo prepričani, pri katerih bo bolezen odkrita v zgodnjem stadiju, še zvečal. In ti bolniki imajo največje možnosti ozdravitve. Glede na to, da so sodobni načini zdravljenja, med njimi tudi ali predvsem imunoterapija, izredno učinkoviti, verjetno lahko rečemo, da si bolniki, ki zbolijo za to hudo boleznijo, vendarle lahko obetajo kakovostno in dobro življenje. Ta diagnoza nekako ni več tako usodna, kot je bila včasih. Tako je. Rak pljuč je dolgo veljal za zelo slabo obvladljivega raka. Z novimi načini zdravljenja, kot so tarčna zdravljenja in pa imunoterapija, pa so se možnosti zdravljenja tudi napredovale, bolezni bistveno izboljšale. Seveda si vsi želimo, da bolezen čim prej odkrijemo, ampak pri raku pljuč, ki hitro raste, pogosto to ni mogoče. In prav pri razsejanem raku pljuč je v zadnjih desetletjih bil velik napredek narejen s tarčnimi zdravili in imunoterapijo. Tarčna zdravila in imunoterapija zelo dobro in za dolgo zazdravi te bolnike. Pri imunoterapiji pa dobivamo sedaj podatke, da je določen delež bolnikov, seveda ni to 100%, to je okoli tretjina bolnikov, ampak še vedno je to zelo veliko, ki dobijo imunoterapijo samo ali pa v kombinaciji s kemoterapijo, še po 3-5 letih v tako imenovani remisiji. To pomeni, da bolezen ne raste, da je mogoče popolnoma izginila, da jo niti ne vidimo, bolnik jo ne čuti, nima težav, in za te bolnike upamo, da so mogoče celo ozdravljeni ali pa za dolgo zazdravljeni. Torej, tarčno zdravljenje, imunoterapija spreminja rak pljuč v dobro obvladljiv kroničen rak. To, kar smo včasih rekli za rak dojke, lahko danes že rečemo tudi za rak pljuč. Kako pa je po vaši oceni Slovenija uspešna na splošno pri obvladovanju bremena raka, za katerega vemo, da je tako pri moških kot pri ženskah med najpogostejšimi vzroki za prezgodnje umiranje, za prezgodnje ugašanje življenj? Seveda se podatki med seboj dokaj razlikujejo, odvisno od tega, za katero vrsto raka gre, ker vemo, da pri nas poznamo več kot nekaj 100 različnih onkoloških obolenj. Pa vendarle, kje so po vaši oceni največja odstopanja, na katerih področjih je bil dosežen največji napredek in kje se morda skrivajo najkompleksnejši izzivi za prihodnje? Slovenija je nekje vedno bila in mislim, da je še vedno nekje med zelo razvitimi zahodnimi državami, kjer je obvladovanje raka boljše, in pa manj razvitimi vzhodnoevropskimi državami, kjer je seveda to obvladovanje slabše.
Slovenija danes ima po zadnjih podatkih registra raka za Slovenijo iz leta 2017, je okoli 60% tistih, ki zbolijo za rakom, ozdravljenih, oziroma po 10 letih se bolezen ne ponovi. To nas uvršča nekje v dokaj razvite evropske države. Rezultati so že desetletja zelo dobri pri določenih redkejših rakih, kot so recimo rak mot pri moških, določeni limfomi, tudi pri raku dojke smo v zelo dobrem položaju. Pri določenih rakih temu ni bilo tako, vendar ni to toliko stvar Slovenije, kot tudi možnosti zdravljenja. In ravno rak pljuč je tisti, ki je pokazal, da ko pridejo možnosti zdravljenja, tarčno zdravljenje, imunoterapija, se preživetja izboljšajo. In v Sloveniji smo v obdobju za zbolele med 2013 in 2017, glede na prejšnje 5-letno obdobje, največji napredek naredili ravno pri raku pljuč, kar je zelo, zelo ohrabrujoče, da se je v bistvu smo se približali kar evropskim številkam glede preživeti in bolniki, ki so zboleli 2013, 2017, zlasti ženske, ki večkrat imajo te tarče v tumorju in lahko dobijo tarčno zdravljenje, imajo 5-letna preživetja v Sloveniji zelo dobra za metastatski rak pljuč. Torej se to izboljšuje. Seveda pa bomo mogli biti zelo previdni z novimi zdravljenji, ki prihajajo, da bomo nekako lovili ta korak z razvitim svetom, da bodo ta zdravila dostopna in da bodo imeli bolniki dostop do teh zdravil tudi v okviru kliničnih raziskav. Vsa nova zdravila je zelo težko imeti na voljo na polici, jaz rečem, da so registrirana, da jih zavarovalnica plača. Zelo pomembno je, da so raziskave in da imajo bolniki, seveda, če se strinjajo, vedno se za raziskavo mora bolnik strinjati, možnost reči, ja, želim iti v raziskavo novega zdravljenja in imajo dostop do novih zdravljenj, še preden so dostopna s strani zavarovalnice. Kakšen pa je, če se po drugi strani ozreva na vpliv epidemije na zdravljenje raka, zlasti z vidika zgodnjega odkrivanja bolezni? Jasno je, da bo posledice mogoče občutiti še dolgo, zato me pravzaprav zanima, kaj v tem smislu povedo klinične izkušnje. Po uradnih podatkih pri pacientih že postavljeno diagnozo pravzaprav ni prihajalo do zastojev pri zdravljenju, drugačne pa so izkušnje tistih, pri katerih se je bolezen pojavila v tem času na novo. Da, problem covida je, da je po celem svetu vodil v zastoj diagnostike raka. Tako so bili prvi, ki so objavili te podatke, Nizozemci, potem so prišli podatki iz Anglije in tudi slovenski podatki, naš register jih je zelo kmalu objavil, že spomladi 2020 so kazali, da je manj novih diagnoz raka. Žal vsi vemo, da manj raka ni bilo lani, ampak da je očitno prišlo do tega zastoja v diagnostiki. Tega si vsi bojimo in si tega ne želimo, zaradi tega, ker zastoj v diagnostiki pomeni, da so ljudje odkriti, ko imajo višji stadij in so možnosti zdravljenja manjše. Tako da nekako treba je ozaveščati in ljudi in celo družbo, da je tudi, če imamo COVID pandemijo, potrebno omogočiti dostop do zdravnika, do diagnostike. Seveda ni problem samo zdravstva, problem je tudi ljudi. Velikokrat bolnik ali pa človek reče, se bojim iti k zdravniku zaradi covida, in ostanemo doma, damo pod preprogo, ne gremo k zdravniku. Druga stran je dostopnost zdravstva, tako da vse to je treba imeti v vidu in paziti, da pride do čim manj teh zastojev. Mislim, da nekako prve mesece, upam, da so bili prvi meseci najbolj recimo
nevarni, da smo v zadnjih mesecih in zdravstvo in ljudje nekako razumeli, da stvari kljub covidu morajo teči in upajmo, da ni toliko zastojev v zadnje mesece, kot so bile na začetku pandemije. Je pa to velik problem in dejstvo je tudi, da zlasti mednarodne publikacije, tu nimamo še iz Slovenije toliko podatkov, kažejo, da ni prišlo samo do zastojev v diagnostiki, ampak tudi v zdravljenju. Marsikdaj bolniki niso prišli na zdravljenje, ker so se bali, da bojo prišli v stik s covidom, ker se bojijo, da bi obremenjevali zdravstvo po nepotrebnem in seveda včasih je tudi dostop slabši. Tako da, ja, žal cel svet se pripravlja na to post-covid ero in po covidu ali pa že zdaj bi mogli vsi začeti resno razmišljati, kako bomo, tako kot se pripravljamo, kako bomo gospodarstvo zagnali, kako mu pomagamo, bi mogli že zdaj se pripraviti, kako bomo okrepili onkološko dejavnost, kako bomo okrepili oskrbovanje raka, da bomo te zaostanke, tako kot v gospodarstvu, čim bolj zmanjšali na minimum in jih nekako prešli to fazo. Je pa jasno, da ta naloga ne bo lahka, kaj ne? Gotovo in treba je ozaveščati celo javnost in mogoče tle se mi zdi kot onkologinji, ki res desetletja delam v onkologiji, veliko tudi po svetu delam in sem delala, da mogoče smo malo, celo premalo glasni onkologi. Da bi morali malo bolj poudarjati, da se je treba pripraviti na to ero po covidu in da je treba raku kljub covidu dati tudi določeno pozornost. Sicer bomo imeli drugo epidemijo, ki bo lahko ravno tako huda kot covid. Lahko morda na primeru, na konkretnem kliničnem primeru ponazorite, zakaj je tako pomembno pravočasno ukrepanje, zakaj je lahko tako rekoč življenjskega pomena pravočasna postavitev diagnoze in takojšnji začetek zdravljenja. Če greva na rak pljuč, pri raku pljuč, če je bolezen samo v pljučih in se jo da operirati, potem dobijo bolniki še tudi sistemsko zdravljenje, tudi zdravila ali obsevanje, so možnosti ozdravitve danes okoli 70–80%, to je ogromno. Redko katera bolezen je ozdravljiva pri 80% ljudi. Večina bolezni je kroničnih, so neozdravljive. Torej, če se zamakne ta diagnostika in pride bolnik, ko je že metastatska bolezen, je možnost zdravljenja veliko slabša. Potem pa tudi, če je že v nekem zdravljenju bolnik, imamo možnosti tarčnih zdravljenj, ampak tarčna zdravljenja za nekaj časa naredijo remisijo in zelo bistveno je, ko bolezen začne rasti, da zamenjamo zdravljenje. Da bolnik ne čaka, kajti če predolgo čaka, zamenjava ni več mogoča, bolezen se preveč razširi, kondicija je preslaba. Zato je zelo pomembno, da imajo bolniki dostop do onkologa in da se ustrezno zdravi ali pa zamenja, če je potrebno zdravilo, tudi v času covida. Bolniki z rakom so med tistimi, ki so bolj izpostavljeni okužbam z novim koronavirusom in njihovim posledicam ter težjemu prebolevanju bolezni covid. Zdaj je na voljo seveda tudi možnost zaščite s cepljenjem, ker se porajajo tako kot običajno na tem področju številna vprašanja in dileme. Pa vendarle bi vas prav zaradi tega vprašala, kakšen je vaš strokovno-etični pogled in interpretacija zdajšnjih smernic glede cepljenja bolnikov, ki prebolevajo raka? To je izredno aktualno vprašanje. Veliko bolnikov z rakom, ki so ga preboleli pred leti in so ozdravljeni, in bolnikov, ki so sedaj v zdravljenju, se obrača na onkologe, me kliče, nas kliče, kaj pa cepljenje. Rakavi bolniki, kot ste rekla, imajo večje tveganje zapletov, če dobijo covid. So tako imenovana rizična fragilna populacija, tako kot starostniki. Bolezen lahko pogosteje vodi v zaplete in pogosteje v težave.
Zato velja, da morajo biti rakavi bolniki še veliko bolj zaščiteni pred COVID-om. To velja glede teh preventivnih ukrepov, da se res držijo izolacije, nošenja mask. Potem pa glede cepljenja, ko se je cepivo začelo pojavljati, vse gre zelo hitro, še nekaj mesecev nazaj, smo se spraševali, kaj pa cepljenje in rak, ali je cepivo varno za rakave bolnike, ali je učinkovito. Sedaj, po nekaj mesecih, se zelo hitro učimo in tudi z te mednarodne strokovna združenja so že zavzela stališča in se cepljenje bolnikom za rakom danes priporoča. Določene države so rakave bolnike celo uvrstile na tisto prvo prioritetno listo, tako kot najstarejšo populacijo, kajti pri raku je COVID lahko zvezan pri teh bolnikih z večjimi tveganji in se smatra, da je zaščita po cepljenju smiselna in bo tem bolnikom preprečila infekcijo in tudi zaplete. Seveda v raziskave teh cepiv rakavi bolniki na zdravljenju niso bili vključeni. Vsa ta Pfizer, Moderna in tudi druga cepiva, ko so jih razvijali, v klinične raziskave bolniki, ki so aktivno rakavo bolezen imeli in zdravljeni, niso bili vključeni. Zato je bilo dosti vprašanj, ali so cepiva varna za rakave bolnike. Onkologi imamo izkušnje z cepljenjem proti drugim boleznim pri rakavih bolnikih in iz teh izkušenj se lahko naučimo, da varnost pri rakavih bolnikih cepiv ni nič slabša, ni nič več neželenih učinkov kot pri drugi populaciji. To velja za cepiva, ki niso živa. In vsa cepiva proti COVID-u, ki so danes na tržišču, niso živa cepiva z živim virusom. In za ta cepiva velja, da so za rakave bolnike varna. Kaj je z učinkovitostjo, je naslednje vprašanje. Pri učinkovitosti so določeni zadržki in dileme, da bi cepivo mogoče pri bolniku, ki so na aktivnem zdravljenju, ki danes dobivajo kemo ali imunoterapijo, pri tarčnem, hormonskem zdravljenju ni zadržkov. Ampak pri bolnikih, ki imajo kemo ali imunoterapijo, se postavlja vprašanje, ali bo učinkovitost cepiva enaka kot pri zdravi populaciji. Lahko, da je učinkovitost malo manjša, vendar nas to ne skrbi, tudi če ne bo 95% rakavih bolnikov zaščitenih, če jih bo 60% zaščitenih, je to ogromno in bomo ogromno komplikacij preprečili. Zato se danes nekje velja in so tudi res že mednarodna priporočilo, da se bolnikom za rakom cepljenje priporoča. Priporoča se jim zlasti tistim, ki so že preboleli raka ali so na hormonskem ali tarčnem zdravljenju. Tisti, ki so na kemo ali imunoterapiji, se pa svetuje, da načeloma se cepijo, ampak da pred cepljenjem poiščejo kontakt s svojim lečečim onkologom in se z njim pogovorijo o eventualnem najboljšem času za cepljenje in kako cepljenje v to zdravljenje vklopiti. In še ena bistvena informacija, samo ena kategorija rakavih bolnikov je, to so bolniki, ki so pred kratkim imeli transplantacijo kostnega mozga ali pa novo zdravljenje s tako imenovanimi T-CAR celicami. To so določeni te limfociti, ki jih organizem proizvaja. To je zlasti pri limfomih in levkemijah so ta zdravljenja. Za te bolnike pa se cepljenje nekaj mesecev po zdravljenju ne priporoča. Mora nekaj mesecev od zdravljenja miniti, da se priporoča cepljenje. Za vse ostale pa da in svetujemo vsem bolnikom, da pa se vseeno svojim lečečim onkologom prej posvetujejo, kdaj je najboljši čas za cepljenje. In če se v sklopu pogovora o raku dotakneva tudi vprašanja preventive, kakšna je po vaši oceni ozaveščenost Slovencev glede preprečevanja nastanka
raka, kjer vemo, da lahko ključno vlogo odigra zdrav način življenja, med drugim pa tudi odpovedovanje razvadam, med katerimi je, sploh glede pljučnega raka, na prvem mestu kajenje. Tako bom rekla, spet smo nekje na sredi. Nismo najbolj ozaveščeni, upam trditi, da mogoče v kakšni zelo razviti državi so ljudje bolj ozaveščeni. Poleg tega pa je treba povedati, da se ta ozaveščenost veča. Glede primarne preventive, to se pravi preprečevanja, da do raka sploh pride, mislim, da se je v zadnjih letih ozaveščenost Slovencev kar povečala. S kajenjem, zlasti pri starejših, smo s protikadilskim zakonom kar veliko dosegli. Starejša populacija ne kadi toliko, manj kadi. Problemi imamo pri mladih, zlasti pri mladih ženskah. Tam je delež kadilk še kar velik. Ljudje so tudi vedno bolj ozaveščeni, da gibanje, zdrava prehrana pomeni manj raka, da se s tem zmanjša tveganje zbolevanja. Ozaveščenost je tudi glede sončenja, tako da mislim, da te stvari so kar je napredek. Seveda je pa treba vedno znova ozaveščati in predvsem mlado populacijo. Mladi ponavadi rečejo, niti ne razmišljajo o bolezni, njim je bolezen daleč, so vse drugo prioritete in nekako jih je zelo, zelo težko prepričati, da razmišljajo o tem zdravem načinu življenja. Glede sekundarne preventive, to se pravi presejanja in zgodnjega odkrivanja raka, pa mislim, da Slovenija ima vse te presejalne programe kot večina razvitih držav, rak debelega črevesa, rak dojke, rak materničnega vratu, sedaj pa verjetno prihaja tudi presejanje raka pljuč. Pri raku prostate je še veliko dilem, ampak kakorkoli mislim, da smo na področju teh preventivnih programov naredili dosti, veliko in da smo tle nekje v koraku z zahodnimi državami. Epidemija novega koronavirusa sproža številne izzive, mnoge stiske na vseh ravneh v celotni družbi. Zato se dogaja marsikaj, česar še pred poldrugim letom ne bi pričakovali. Kaj v smislu skrbi zase, skrbi tudi za druge, polagate na srce slehernemu Slovencu? Nekako se moramo za to pandemijo soočiti, jo čim bolje preživeti. Mislim pa, da ne smemo pozabiti, ne posamezniki, ne družba celotna, ne glede koliko je ta pandemija velik problem in zasluži našo pozornost, da so tudi drugi problemi, tako zdravstveni kot socialni, in da svet more nekje naprej teči. Da ne smemo, zdravniki pravimo predvsem primum nil nocere, predvsem ne škodi, da ne bi v preveliki reakciji in preveliki pozornosti samo eni bolezni ali pa načinu življenja pozabili na vse drugo in si naredili veliko škode. Tako da tu je treba najti nek kompromis in predvsem pri rakavih boleznih, je treba najti neko pravo pot, da tako diagnostika kot terapija teče, ker drugače bomo imeli veliko več lahko smrti zaradi raka in vprašanje, kje bomo potem v tem ravnotežju. In ravno tako pri zdravem načinu življenja, zelo lahko je reči, kaj je zdrav način življenja, ampak verjetno tudi za zdrav način življenja rabimo ohraniti normalen način življenja, tako da tu je treba najti neko zdravo pot. In mogoče res več se zavedati vsak posameznik, da je predvsem bistveno, da spoštujemo eden drugega v tem smislu, da če se slabo počutimo, če smo bolni, ne gremo v kolektiv, se umaknemo, se ne družimo, si umivamo roke, odpiramo okna, da je to bolj važno, to spoštovanje teh ukrepov, kot pa mogoče včasih da se ne skrivamo v neke masivne ukrepe, masovna prepovedovanja, ki pa lahko naredijo mogoče na nekem drugem področju več škode. Tako da
veliko spoštovanja eden drugega, veliko lastne morale in etike, ob tem pa poskušati, da življenje in vsi ti servisi, kot je tudi zdravstvo, čim bolj normalno funkcionirajo.